Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci Slovenije Bistriške kabelske televizije v oktobru, ki je že tudi malce predvolilno obarvan, saj bomo 18. novembra volili župane, občinske svetnike in predstavnike krajevnih skupnosti. Zadnjo soboto v oktobru pa bomo spet premaknili kazalce za 1 uro nazaj. Čas pa bo kljub temu tekel naprej z vsemi svojimi posebnostmi in dogodki. Nekaj teh, ki smo jih zabeležili pretekli in ta teden, objavljamo tudi v informativni oddaji, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Rdeči križ in krajevna skupnost Pohorskega odreda organizirala srečanje starejših občanov. Združenje Evropa Dona v Slovenski Bistrici organiziralo tradicionalno humanitarno akcijo Tek in hoja za upanje. Ob mesecu požarne varnosti tudi prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Bistrica na dnevu odprtih vrat prikazalo različne oblike reševanja. Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica pred uradnim odprtjem čebelarskega centra podpisalo pismo o sodelovanju z vrtcem in osnovnima šolama. Knjižnica Josipa Vošnjaka gostila pisatelja in režiserja Gorana Vojnovića. Občinski odbor stranke Desus organiziral kandidacijsko konferenco, na kateri so potrdili liste kandidatov za lokalne volitve. Že tradicionalno je slovenjebistriški župan sprejel mentorje prometne vzgoje in predstavnike učencev osnovnih šol. Bodite pozorni, tatovi tudi na pokopališčih ponovno na delu. V rubriki Lokalne novice med mnogimi zanimivimi prispevki tudi o dogodkih pred uradnim odprtjem Slovenjebistriškega čebelarskega centra. Krajevna organizacija Rdečega križa Pohorskega odreda in krajevna skupnost Pohorskega odreda sta v petek, 12. oktobra, pripravila tradicionalno srečanje za starejše krajane in krajanke krajevne skupnosti. Srečanje so popestrili s kulturnim programom, ki so ga pripravili učenci osnovne šole Pohorskega odreda s pevskim in recitacijskim nastopom, sodeloval pa je šolski bend. Navzoče so pozdravili sekretarka Rdečega križa Marija Bračič, predsednik krajevne skupnosti Ludvik Repolusk, ravnateljica osnovne šole Tatjana Pufič in koordinatorka srečanja Dragica Pliberšek. Posebno presenečenje pa so pripravile tudi upokojenke s svojim pevskim nastopom. Prav milo
Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. V Združenju Europa Donna Slovenija se zavedajo, da telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka dojk in drugih vrst raka. Zato oktobra že vrsto let pripravljajo humanitarne teke pod skupnim imenom Tek in hoja za upanje, ki so namenjeni gibanju, druženju in zbiranju sredstev. Enega izmed tradicionalnih športno-humanitarnih dogodkov so že 5. leto zapored organizirali tudi v Slovenski Bistrici. Letos so ga izvedli v soboto, 13. oktobra. Skozi grajski park Slovenska Bistrica je letos teklo in hodilo okrog 150 udeležencev in udeleženk. Pohodnike in tekače sta pozdravila tudi Tanja Španič, predsednica Združenja Europa Donna Slovenija, in Jaka Jakopič, predstavnik Slovenskega onkološkega društva za moške Onkoman. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Bistrica so ob mesecu požarne varnosti v soboto 13. oktobra organizirali dan odprtih vrat. Prikazali so opremo in vozila, s katerimi izvajajo svoje poslanstvo. Pester program so popestrili s prikazom maščobne eksplozije, do katere pride ob gašenju pregretega olja z vodo, in reševanjem ponesrečenca s stolpa s pomočjo vrvne tehnike. Prav tako so prikazali nudenje prve pomoči in uporabo defibrilatorja. Svoje aktivnosti so prikazali tudi najmlajši gasilci. Prihodnjo nedeljo, 28. oktobra, bodo na Zgornji Bistrici slovesno odprli Čebelarski center Slovenska Bistrica. Že v torek, 16. oktobra, pa je Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica v prostorih novega objekta podpisalo pismo o sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v Slovenski Bistrici in občino Slovenska Bistrica. Pismo o sodelovanju so podpisali Maksimilijan Prah, predsednik Čebelarskega društva Slovenska Bistrica, Tatjana Pufič, ravnateljica osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, Katja Leva, učiteljica druge osnovne šole Slovenska Bistrica, Judita Kamenšek, pomočnica ravnateljice vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica in dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Več o pomenu medsebojnega sodelovanja je povedal Maksimilijan Prah, predsednik Čebelarskega društva Slovenska Bistrica. Sam pomen je v bistvu to, da otroci predšolske in šolske na tem prostoru spoznajo razne vrste cvetic, ko so grmovnice, trajnice, enoletnice in tako naprej, kajti tu imamo posajenih 120 različno, okoli 120, in seveda življenje čebelic. Bistvo vsega tega pa je, da otroke nekako dodamo zraven tem šolskim ustanovam, ki poučujejo otroke o ohranjanju narave, da tudi čebelari prispevamo svoj delež zraven in jim pokažem, kako treba ohranjati našo mater naravo. Obe šoli in tudi vrtec so z veseljem pristopili k temu sporazumu, že prej ste dobro sodelovali? Ja, moram reči, da ko sem prišel k njim in povedal za ta projekt, so z veseljem sprejeli in seveda ga podprli. Je pa res, da se tu ne bomo ustavili, ampak bomo, ko bo ta projekt zaživel, povabili še ostale osnovne šole, ostale ustanove izobraževalne, se pravi tudi vrtce, predvsem tudi Minko Namestnik, osnovno šolo v naši občini. Seveda, ko pa to malo bolj zaživelo, pa še tudi izven naše občine. Še posebej veselo pa bo pri vas 28. oktobra, ko boste slovesno odprli ta čebelarski center. Tako boste svojo dejavnost lahko samo še širili, je tako? Ja, se pravi 28. oktobra ob 13. uri bo otvoritev čebelarskega centra. Zelo pričakovan, ogromno prostovoljnih ur smo vložili čebelari noter, okoli 9000, seveda brez občine Slovenska Bistrica in gospoda župana, dr. Ivana Žagara, ki je pač nas vedno podpiral in seveda spoznal, da naši projekti, katere smo do zdaj peljali, so obrodili tudi sadove in pripomogle k napredku in razvoju občine.
Na Pragerskem so v torek 16. oktobra uradno odprli nove prostore krajevne knjižnice. V prenovljenih prostorih bivšega vrtca je pragerska enota knjižnica Josipa Vošnjaka pridobila 3-krat večje svetle prostore, kjer je dovolj polic za vso knjižnično gradivo. Hkrati so pridobili prostor tudi za čitalnico ter razne dejavnosti in prireditve. Pred selitvijo je bila knjižnica na Pragerskem odprta le ob sredah in sobotah, 7 ur na teden. Odslej pa je odprta v ponedeljek, sredo in petek skupaj 19 ur. Nove prostore so slovesno odprli dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Patricija Breznikar, direktorica knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Matej Arnoš, predsednik krajevne skupnosti Pragersko Gaj. V kulturnem programu so nastopili učenci osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnična šola Pragersko in otroci vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica z Pragerskega. Člani občinskega odbora stranke Desus Slovenska Bistrica so se v torek 16. oktobra sestali na kandidacijski konferenci. Na konferenci so uvodoma prisluhnili poročilo o poteku priprav na bližnje lokalne volitve in po seznanitvi potrdili liste kandidatov za občinski svet. Člani stranke so podprli tudi dr. Ivana Žagarja za kandidata za župana občine Slovenska Bistrica, ki se je članom Desusa tudi predstavil. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je v torek 16. oktobra v okviru programa Društva slovenskih pisateljev Povabimo besedo pripravila literarni večer z Goranom Vojnovićem. Pisatelj in režiser je govoril tudi o svojih 3 romanih, ki se prostorsko gibljajo po območju bivše skupne države Jugoslavije. O jeziku, ki ga je uporabil v romanu Čefurji, je povedal. Jaz moram reči, da sem pričakoval mnogo bolj kritične odzive na račun jezika. Se mi je vedno zdelo, da v Sloveniji imamo ta nek mit ali pa kult jezika, recimo temu. Pač nekje narod, ki se je ohranil skozi jezik. Pač ta jezik je imel neko mitološko vlogo v zgodovini in je bil seveda blazno pomemben. Če pač Slovenci niso imeli države, so imeli pa jezik. Tako da je v bistvu veliko večja pomembnost in pač seveda vsa literatura, ki je spisana v tem jeziku, pač ima neko določeno težo in sem se zavedal, da pač tukaj malo mogoče drezam v nek tabu, ampak se je izkazalo, da v bistvu mogoče ravno zaradi neke pač naklonjenosti jeziku, ljubezni do jezika, da se je pa marsikomu zdaj ta pristop k jeziku, ki je seveda pač na nek način radikalen, po drugi strani pa seveda postavlja jezik pač seveda v prvi plan, ker jezik v tem romanu je pač junak, je, mislim, brez tega jezika te zgodbe ni, pač mu daje neko veliko pomembnost, pač na nek način se mi zdi, da ta pač saj jaz si drugače ne bi mogel zamisliti te zgodbe, če ne bi Marko Đorđić govoril tako, kot govori. Da je nekako blazno, mislim, da je izval ogromno enih pozitivnih odzivov. Mislim, da jezikoslovci, profesori na šoli, vsi so bili zelo zadovoljni. Pač jaz sem mogoče malo pozabil, ko sem pač, ne vem, o tem razmišljal, da slovenska literatura, za razliko od mnogih drugih literatur, tudi velikih literatur, je pač si to svobodo poigravanja z jezikom, slengi, z narečji, že dovolila, mislim, mi ni zborila. Več mnogi avtori, ne vem, od Andreja Skubica, mogoče, ki je pač tudi pisal Fužina, pa številnih drugih, so v svojih romanih že upeljali vse različne zvrsti jezika in
seveda na nek način osvobodili ta prostor, že pred mano. Mogoče so pač Čefuri še en korak naprej v neki smeri, ampak niso bili pa nič tako radikalno novega v resnici, ne, pač za slovensko literaturo. Ne. Pač slang in narečje sta bila v slovenski literaturi že zelo prisotna tudi pred Čefuri. Ne. Za razliko, ne vem, od marsikaterega druge literature, recimo pri Rusih, ne, mislim, so kletvice v literaturi nekaj popolnoma nepredstavljivega. V tej veliki ruski literaturi, v tem velikem ruskem jeziku, pač enostavno bralci, ne pisatelji, niso vajeni brati takih stvari. In ko je pač ta Čefuri Ravsko so išli v ruščini, so išli v neki zelo okrnjeni, bom rekel, varianti, ker sicer jih noben ne bi izdal, ne, mislim, ker pač so uredniki in prevajalka pač se vedeli, da enostavno, če se to malo ne omili, ne, pač to ne bo šlo skozi, ne. Tako da, mislim, tu so zelo različne zgodbe. Seveda Srbom je bilo to, o kakšnih kletvicah govorijo, se jih sploh ni, ne. Madžari recimo, Madžari imajo tudi, sicer še ni prevoda madžarščine, ampak tam je pač, recimo, pri njih so kletvice, ne, pač pisatelj je dober, če je zelo duhovit, ko je treba preklinjati, ne, oni zelo pač so znani po svojem preklinjanju in v tem so zelo kreativni in duhoviti in pač dobri pisatelji morajo imeti zelo duhovite, dobre kletvice, ne. Tako da je zelo različno, ne, pač tudi različni jeziki imajo to pestrost preklinjanja različno razvito, ne, tako da v tem smislu se mi zdi, da je slovenska literatura kar, saj to je neko moje odkritje, zelo odprta za te jezikovne eksperimente, za neke različne pristope, ne, in zato se mi zdi, da je bilo, seveda so bili tudi neki kritični pogledi, pa marsikdo je rekel, ja, pač to pa sploh ni slovenščina, ne, pa kako to, pa ne moreš nagraditi slovenskega romana, če je napisan v takem jeziku in tako naprej, ampak to so bili zelo, te odzivi so bili v izraziti manjšini, no. Večina odzivov je bila v bistvu zelo pozitivna, predvsem pa, ne vem, jezikoslovci, ki so dobili pač nek jezik, ki pač dejansko obstaja, oziroma je obstajal, ne, ker to se tudi skozi spreminja, svetka jezik, ki obstaja, je zdaj zapisan, ne, pač v njem je odtisnen nek čas, nek kraj, nek svet, ne, in to je seveda zelo, tisti, ko se res ukvarjajo z jezikom, so bili na nek način zelo hvaležni, da to je. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, se je v sredo 17. oktobra v sejni sobi občine Slovenska Bistrica srečal s predstavniki učencev osnovnih šol in njihovimi mentorji prometne vzgoje. Na srečanju so obravnavali prometno problematiko na območju osnovnih šol in šolskih poti. Z dogodkom so obeležili tudi teden otroka in mednarodni otroški dan. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 9 kaznivih dejanj, in sicer nasilje v družini, 3 tatvine, 1 zatajitev, poškodovanje tuje stvari in kriva ovadba. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je vlomil v hišo, iz katere je odnesel zlati nakit in gotovino. Lastnik je oškodovan za približno 700 evrov. Znana oseba je na parkirišču trgovskega centra izgubila mobilni telefon. Neznanec, ki ga je našel, pa ga ni hotel vrniti. Lastnik je oškodovan za 80 evrov. Neznani storilec pa je z avtomobila ukradel obe registrski tablici. Škode je za 50 evrov. Nekdo je na pokopališču zlomil avtomobilsko steklo in iz notranjosti ukradel denarnico. Lastnik je oškodovan za 500 evrov. Križni vrh. Neznani tatič je iz delovnega stroja ukradel žlico za nakladenje tovora. Škode je za 2500 evrov. Spodnja Polskava. Neznani storilec je z ostrim predmetom poškodoval zunanjost avtomobila, lastniku pa povzročil za 300 evrov škode. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 17 prometnih nesreč. Podali so 3 obdolžilne predloge, napisali 3 plačilne naloge, začasno odvzeli 3 vozniška dovoljenja in zasegli 2 vozili.
Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat, 4 kršiteljem pa napisali plačilni nalog in obravnavali en samomor. Dnevi so vedno krajši, zato poskrbite, da boste vidni in previdni v cestnem prometu, tako vozniki motornih vozil kot pešci. Pa srečno do prihodnjič.